Glavni razlog je, zakaj sploh mi nimamo evropske direktive na področju medijev, je točno to, ker nobena država se ni hotela odreči temu, da sama ureja svoje medije. In tudi, ker so bile pobude narejene, recimo komisija enostavno nima mandata, tega ne more narediti, če ni soglasje vseh držav članic, da se gre v medijsko direktivo, medijske direktive praktično ne more biti. Zato je recimo komisija tudi uvajala audiovizualne direktive, pa vse druge. Skratka, vse je šlo okoli, na kakšen način bi medijem rekel drugače kot mediji. Zato imamo direktivo o audiovizualnih storitvah, ne o televiziji. Zato imamo zakone o elektronskem poslovanju, elektronskih komunikacijah in podobno, ne pa o elektronskih medijih. Pač mediji so bili ena taka tabu tema, ki se je vendala. Je pa to seveda zelo nevarno, zaradi tega, ker vemo, da prvič digitalni mediji niso rešili nobene zadrege prejšnjega medijskega sveta. To, če lahko danes vsak piše svoj blog, ne pomeni, da je poročanje nacionalke in Pop TV-ja kar naenkrat nepomembno, zaradi tega, ker je sorazmerje moči, oziroma nesorazmerje moči ogromno. To, da je ogromno medijske produkcije še zmeraj v rokah starih igralcev, je dejstvo. In vzporedno tem starim medijskim monopolom nastajajo novi medijski monopoli. In če ne bo znala Evropa prepoznati te skupne nevarnosti in videti, kam vse skupaj pele, da v momentu, če lahko daš velik Telekom, pa veliko spletno podjetje, pa velikega medijskega ponudnika, recimo angleški Skype, pa Vodafone, pa in Google, pa tole, pa Amazon, to bojo ratali ogromni konglomerati, ki se bojo lobistično zelo poskušali predstavljati, kot mi nismo mediji. In tudi, ker se bomo šli to medijsko reformo ali pa bomo zahtevali, da je treba, moramo tukaj pasti, da ne pademo na to foro, da so pa novi pa internetni mediji nekaj čist drugega. Zato, ker to se že dogaja. Recimo, vse televizije komercialne, ki grejo zdaj v nove oblike oddajanja, se zelo, zelo trudijo, da bi to nekako padli pod klasifikacijo internetnih medijev, ne pa več tistih medijev, za katere še zmeraj nekako veljavno soglasje, da jih je treba v javnem interesu vse mečke nadzirati in da so vsem, če hočejo imeti svoj mandat, če hočejo upraviti svoj posebni status, če hočejo biti nekaj drugega kot samo tovarni klobast po čevlju, da dejansko s to močjo prihaja tudi odgovornost. To je nekaj, kar se iz medijskih hiš in lastnikov popolnoma ven spravi. Pač ja, moč, ja, pravice, ja, odgovornosti, za to, na kakšen način se oblikujemo javno debato, pa nimamo nobene. In internet omogoča še bolj elegantno izogibanje odgovornostim, kljub temu, da vemo, da je komunikacijski